tako kot vedno v življenju, tudi za to obdobje velja, da je bilo uspešno do neke mere. Slovenija je uspela v tem obdobju držati v povprečju nek stabilen gospodarski razvoj. Je pa šla tudi skozi dve veliki krizi, ki sta bile sicer globalni, ampak seveda je mogla tudi sama sebe reševati v času obeh kriz. Ena je bila velika globalna finančna kriza, kjer je bila Slovenija med tistimi državami, ki je bila najbolj na udaru in je relativno manj uspešno šla v to krizo in tudi ven iz nje. In druga je covidna kriza. V času covidne krize pa je Slovenija pravzaprav bila deležna te večje solidarnosti, v kateri govorimo tudi znotraj Evropske unije, je relativno dobro izpeljala svojo situacijo in danes imamo situacijo, ko ima Slovenija relativno stabilno gospodarsko rast. Imamo seveda izziv in problem relativno večjih inflacijskih pritiskov, kot so v drugih članicah EU in v evroobmočju, vendar lahko pričakujemo, da se bo ta problem v nadaljevanju postopoma rešil. Umaknili ste se nekje iz aktivne politike. Kako danes gledate na to področje? Ja, bi rekel, Slovenija ima demokracijo. To pomeni, da je na nivoju dnevne politike se pač dogaja to, kar se dogaja, nasprotovanja, problemi in tako naprej. In to moramo vsi skupaj sprejeti. Pravzaprav zlasti v luči tudi evropskih volitev, ki prihajajo, predvsem nas se moramo zavedati, da so politiki in politike različne, da nikoli nikdar vsi politiki ne bodo enaki in da je zato pomembno, da volimo tiste, za katere ocenjujemo, kljub temu, da niso popolni, da lahko največ prinesejo k našemu skupnemu razvoju. Najslabše, kar se lahko zgodi, je, da ne gremo na volitve in pristanemo na tezo, da so vsi politiki enaki, ker to preprosto ne drži. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih se posvetujte. Danes smo to videli tudi v teh diskusijah, ki smo bili prisotni. Nedvomno se je kot rdeča nit kazala potreba po večji varnosti v Evropski uniji in varnost postaja nedvomno ena od pomembnejših prioritet Evropske unije. Ob tem pa seveda ostajajo nekatere prioritete, ki so veljale tudi prej. Ena od teh prioritet je vsekakor vzdržen razvoj, zeleni prehod, konkurenčnost Evropske unije in podobno, ampak vsekakor vsi skupaj prihajamo na področje varnosti. Torej, na osnovi te diskusije, ki smo jo danes poslušali, jaz mislim, da smo zelo daleč od tega, da bi se Evropska unija lahko sesula. Jaz mislim, da obstoji zelo velika volja za to, da bi Evropska unija nadaljevala svojo pot. Jaz mislim, da je Evropska unija tako postavljena, da lahko se relativno uspešno sooča z tistimi izzivi, ki so povezani z gospodarskim razvojem, ne nazadnje tudi, kar se tiče denarne politika in seveda evroobmočja. Kar se tiče pa varnosti, bomo pa verjetno priča tudi kakšnim spremembam, ki bodo šle zlasti v to smer, da bo Evropska unija sprejela nekatere ukrepe dodatne, tudi kar se tiče migracijske politike, da bo mogla kaj narediti in se uskladiti, kar se tiče zlasti obrambnih sposobnosti celotne Evropske unije. Jaz mislim, da smo bili takrat dokaj realni. Mi smo vedeli, da vstopamo z nekega območja, ki se mu je reklo Jugoslavija in kjer je bila lahko Slovenija najbolj uspešna, pa ji ni bilo potrebno biti pretirano konkurenčen. Mi smo se zavedali, da ko vstopamo noter, da bomo šli v družino najbolj konkurenčnih, najbolj modernih, demokratičnih držav in da bomo soočeni s številnimi problemi. In smo tudi bili. Potrebno je bilo seveda prestrukturirati najprej gospodarstvo, številne panoge, številne dejavnosti. Soočeni smo bili z izzivi na področju privatizacije, izzivi z učinkovitim vodenjem ekonomske politike, seveda tudi izzivi, ki so bili posebej veliki, zaradi tega, ker smo stopili v evroobmočje, nismo več imeli tečajne politike,
Tako da to so bili vse izzivi, s katerimi smo bili soočeni, bili smo deležni tudi napak Evropske unije, kar se tiče naprimer ekonomske politike. Nenazadnje sem jaz danes govoril o solidarnosti ne samo zaradi primera v Sloveniji, ampak tudi o solidarnosti, ki je predpogoj za razvoj celotne Evropske unije, kar se je pokazalo pri covidni krizi in kar se bo pokazalo tudi v prihodnosti. Brez solidarnosti Evropska unija preprosto ne more preživeti, brez solidarnosti med najbolj razvitimi in najmanj razvitimi državami članicami Evropske unije. In danes smo slišali kar nekaj govornikov, ki so poudarjali, kako pomemben temelj je solidarnost.